Spoštovani gostje, prav lepo pozdravljeni v imenu Števskega centra za narodno spravo. Iskreno sem vesel, da smo se zbrali v tolikšnem številu. Ravno zadnjič me na Slovenski matici je nekdo pobaral in rekel, zakaj se sploh še ukvarjate z izseljenstvom in z zamejci. Lahko samo rečem, pogledajte, koliko ljudi se je danes zbralo tukaj. Danes imamo predstavitev knjige dr. Jožeta Velikonje Razpet med dvema svetovoma. Bogata, zelo zanimiva knjiga, ki je uredila doktorica Rozina Švent, ki ob izidu knjige tudi iskreno čestitam. Knjigo bo predstavil naš sodelavec na študijskem centru in pa vodja našega raziskovalnega programa, dr. Renato Podbersič. Prav lepo pa pozdravljam tudi hčerko dr. Jožeta Velikonje, doktorico Marijo Velikonja, ki se bo seveda aktivno vključila v predstavitev knjige. Prepričan sem, da bomo danes slišali mnogo novega o dr. Velikonji. Hvala lepa. Gospe in gospodje, vsi ljudje dobre volje, lep pozdrav na tej predstavitvi. Hvala dr. Tomažu Ivešiču, direktorju Študijskega centra, za uvodni pozdrav. Pravzaprav vsaka knjiga, ki izide v tem našem prostoru, ki je tlakoval svoj obit, svoj obstoj s kulturo in kakšen simbol knjiga je vedno nekako determinirala naš narod, je danes majhen praznik. Praznik, ker prihaja knjiga o velikem, žal premalo poznanem človeku, našem rojaku, ki je bil mešanca tiste žlahtne primorske in pa gorenjske krvi, kot je tudi današnje omizje. Sam prihajam iz Primorske, levo od mene dr. Rozina Švent, ki je knjigo uredila, pravzaprav je njena zasluga, da je knjiga sploh išla, ki prihaja z Gorenjske. No in kot je Tomaž uvodoma povedal, smo veseli in smo tudi tempirali to predstavitev, krstno predstavitev te knjige, da je z nami tudi edina hčerka, ena od 3 otrok, ki je priletela iz Amerike, dr. Marija Velikonja, hčerka dr. Jožeta Velikonje. In lahko tudi osebno izražam veselje, je bila že večkrat pri nas, tudi na študijskem centru, ampak da se mi je pridružila na tej, upam, da tudi vam, spoštovane gospe in gospodje, zanimivi predstavitvi. Torej, knjigo je izdala Goriška Mohorjeva družba. Nad njo in nad ureditvijo, nad besediščem, nad jezikovnim pregledom je imela posebno roko tudi profesorica latinščine in slovenščine in zgodovine, upokojena profesorica gospa Marija Češčut iz Sovodenj ob Soči. Drugače pa, kot smo uvodoma rekli, danes je prva priložnost, ko knjiga prihaja pred vas, spoštovane bralke in bralci. Knjiga je zajetna, je zanimiva, je specifična, je nekako osvežitev tudi v slovenskem prostoru, ker to ni klasična biografija o eni veliki osebnosti, ki je uspela v tujem svetu in zdaj preko te knjige ponovno vstopa v naš slovenski prostor. Naj bo današnja predstavitev tudi nekakšno posvetilo enotnemu slovenskemu kulturnemu prostoru, za katerega si toliko prizadevamo, toliko tudi je lepih besed o tem rečeno, ampak včasih ostaja zgolj pri besedah. Tukaj se ob tej priložnosti srečujeta matična, zamejska in pa tudi izseljenska Slovenija. Zdaj, morda se kdo vpraša, uvodoma pa smo nekako dolžni povedati, zakaj je knjiga išla pri eni od 3 sestrskih Mohorjevih družb. Celovec, Celje, Gorica. Goriška je najmanjša. Letos praznujemo 100-letnico izdaje prve zbirke, prvega koledarja Goriške samostojne Mohorjeve družbe, ki je produkt bila razdeljenih državnih meja po prvi svetovni vojni. Zato, ker je pomembno vlogo pri Goriški Mohorjevi družbi in nasploh pri kulturnem življenju goriških Slovencev imel Narte Velikonja. Še ena velika osebnost našega naroda, oče Jožeta Velikonje, torej ded
Tukaj prisotna je dr. Marija Velikonja, ki je bil kulturni delavec, ki je bil pesnik, ki je bil pisatelj, ki je sodeloval z krogom Franceta Bevka, Jožeta Bitežnika, Jože Lavrenčiča, torej samih velikanov, ki so postavljali kulturo goriških Slovencev, primorskih Slovencev med obema vojnama oziroma pod italijansko upravo na višji nivo. In nekako, ko je prišla ideja, da bi knjiga išla pri Goriški Mohorjevi, tudi v spomin na Narteja Velikonjo, človeka, ki si je s kulturnim delom zaslužil obsodbo na smrt, zaslužil seveda v navednicah, bil potem po vojni konec junija 1945 ustreljen in obsojen tudi na izgubo spomina, torej bil je izrinjen iz narodne zavesti. Njegov sin, dr. Jože Velikonja, je bil med drugo svetovno vojno najprej študent v Rimu, študiral je zanimivo kombinacijo, čeprav si je najprej želel postati gozdar, gozdarstva ni bilo, v Ljubljani moral biti v Zagreb, potem je nastopila druga svetovna vojna, začel je študij v Ljubljani in sicer geografije, ki se mu je zdela dokaj blizu gozdarstva in pa umetnostne zgodovine, nekaj časa nadaljeval že med vojno v Rimu in potem se vrnil na Primorsko in se vključil k primorskim domobrancem. Primorski domobranci ob koncu vojne niso vračali v tedanjo Jugoslavijo, so se umaknili preko Soče, preživeli, tako je tudi Jože Velikonja. Po vojni se nekako naselil v Trstu, kjer je poučeval geografijo in se potem nekako, ko je Italija ponovno prišla v Trst, po londonskem memorandumu, leta 1954, ko je to za številne slovenske politične begunce, intelektualce, ki so nekako ustrajali na Tržaškem in bogatili tržaško, šolsko in kulturno življenje ves povojni čas do ponovnega prihoda Italije in prav pred mesecem dni, pravzaprav 3 tedni je minilo 70 let od uveljavitve londonskega memoranduma in prihoda Italije ponovno v Trst, so se umaknili v tuje dežele. Jože Velikonja je izbral Ameriko, se je preživljal 2 leti kot manualni delavec, kot tovarniški delavec, moral še enkrat diplomirati, ker mu niso priznavali evropskih diplom. Vmes je treba povedati, da je po koncu vojne diplomiral na univerzi v Rimu iz geografije. Naslov prevod v slovenščini bi bil geografske značilnosti, diploma je v italijanščini, geografske značilnosti Vipavske doline. Se je izselil v Ameriko, tam napravil veliko kariero, več o njem bomo povedali v nadaljevanju, ampak kakšna osebnost je bil dr. Jože Velikonja, vam pove to, da še danes na univerzi v Seattlu, kjer je dolga leta poučeval, nagrado iz geografije za najboljšo dizertacijo iz področja migracij, on je bil največ velik strokovnjak za migracije, ne samo Slovencev, predvsem Italijanov, torej strokovnjak za migracije Italijanov je bil naš rojak Jože Velikonja, o njem teče knjiga. In nagrada na univerzi v Seattlu se imenuje po dr. Jožetu Velikonji. Toliko za uvod. Naj povem, da je Jože Velikonja prihajal redno v Slovenijo, čeprav je vrsto let živel izven, odmaknjen od matične domovine, bil vpet v širši slovenski prostor, od izseljenstva, zdomstva, torej zamejstva in matične domovine. Si veliko dopisoval tudi z srednjo osebo pri tej knjigi dr. Rozino Švent, ki je bila, kot veste, dolga leta zaposlena v NUK-u, zdaj je že v pokoju, sicer ne vem, kako tako mladi ljudje hodijo v penzijo, ampak tudi to se dogaja. Vodila je dejansko pomembne razgovore z njim, si dopisovala, del pisem tudi uredila v knjigi in o tem, kot smo rekli, več v nadaljevanju. Jože Velikonja se je potem po smrti žene nekaj časa preselil v New York, je živel, pa potem na koncu se je vrnil tudi za stalno v domovino. Leta 2014, še prej nas je obiskal na študijskem centru, posnela sva en zanimiv pogovor, je tudi dostopen na naši spletni strani. 2014 je pa se odločil, da se naseli v domu starejših Pristan v Vipavi, ker je
tudi dejansko bil do smrti prisoten. Parkrat sem ga obiskal, vedno znova me presenetilo njegovo zanimivo, pronicljivo geografsko znanje, čeprav ni bil je pol Primorec po rodu, pol Goričan, pol Hribovec, no, oče je bil iz Otlce, tistega konca gore nad Ajdovščino, je znal na izust našteti vse vasi od Ajdovščine do Gorice. Spomnil se jih je tudi iz medvojnega časa, ko je kot član primorskih domobrancev izvajal tam propagando. Skratka, zanimiv človek, veliko naredil, napisal številne knjige, monografije, številne članke. Del tega je urednica knjige in najbolj zaslužna za to knjigo, dr. Rozina Švent, zbrala v tej zajetni knjigi. In prvo vprašanje moje njej bi bilo, poleg pozdrava, odkot pravzaprav ideja, da se del zajetne zapuščine tega našega velikega rojaka predstavi bralcem. In nekako knjiga je nekoliko v enoletnem zamiku, kajti bila je načrtovana za 100-letnico njegovega rojstva, to je minilo lansko leto, pač je z zamikom, ampak knjiga je tukaj. Torej, odkot ideja, Rozina, pravzaprav? No, tudi z moje strani najprej prisrčen pozdrav. Zakaj sem se odločila za pripravo te knjige? Z Jožetom Velikonjo me je vezalo dolgoletno prijateljstvo. Kljub temu, da je bila med nama velika razlika, praktično skoraj 30 let, lahko bi bil moj oče, me je vedno obravnaval kot sebi enakovrednega sogovornika. Predvsem je bilo nepozabno tisto obdobje septembra 2005, ko se je odločil, da bo del svojega arhiva, pretežni del svojega arhiva, podaril Narodni univerzitetni knjižnici. Medva sva takrat en teden živela skupaj in to je bilo, mislim, nepopisno dogajanje. Zjutraj po zajtrku se je začela debata in ta debata je trajala cel dan, pozno v noč. Ker zanimivo je to, da v bistvu, čim se je neka tema odprla, sva oba poznala toliko akterjev, da se je že v naslednjem pogovoru spet odprlo neko drugo področje. In jaz sem si takrat delala tudi zapiske, delovne zapiske, ampak človek bi moral imeti seboj diktafon, da bi to posnel. Ker nemogoče si vse to zapisati, kaj vse je on poznal. Mislim, res je bil tako širokega znanja, ne samo geografije, on je obvladal zgodovino, on je vedel za posamezne ljudi in to ne samo tiste, ki so živeli v Ameriki, s katerimi je imel največ stikov. On se je dopisoval tudi za vso to slovensko politično imigracijo po vsem svetu. S temi, ki so bili v Kanadi, s temi, ki so živeli v Argentini. V Argentini je imel sploh številne svoje prijatelje, predvsem iz študentskih in dijaških let, tako da to je bil res neverjeten vir znanja, ki je žal ostal nedokončan. Medva sta se takrat tudi pogovarjala, da bi začel pisati spomine, je rekel, ja, sej, bom enkrat se usedel, samo to je tipično, ne, za zelo razgledane ljudi, da še vedno nekako pričakujejo, da je še čas, ampak vidimo potem v praksi, da se življenje lahko čez noč konča, zato je treba začeti z pisanjem spominom prej. Ravno prej smo imeli eno tako kratko debato, smo tudi prišli do tega, da bi gospa Marija lahko začela pisati spomine na svojega očeta. Tega še pridemo. In še marsikdo. To bi bilo v glavni razlog, zakaj sem se jaz takrat lotila. No, tudi problem je v tem, da je bilo to gradivo, kjer je on največ objavljal, to se pravi, recimo Ameriška domovina, koledarji zbornika Svobodne Slovenije in številni druge publikacije so pač v prejšnjem sistemu zapadle pod to zaporo, to je tisti znani razvpiti D-fond, ki je sicer uradno bil dostopen tudi za študij, ampak samo za študijske namene, ni pa bil dostopen za tako poljudno raziskovanje, za poljudno branje. Gradivo se tudi nikoli ne izposojalo na dom, to je bilo samo
dostopno v čitalnici. Zaradi tega se mi je zdelo pomembno, da to gradivo, zlasti tisto najbolj osnovno, da se predstavi v eni knjigi, da res dobimo občutek o tej njegovi vsestranskosti. Ker on začel je pisati v bistvu v tem tržaškem obdobju, to, kar je že Renato tudi omenil, poleg učbenikov za zgodovino in zemljepis, je začel že zelo zgodaj sodelovati z koledarjem Svobodne Slovenije v Argentini in sicer je tam objavljal članke, ki so bili vezani na tržaško področje. Ker on kjerkoli je živel, vedno je probal ugotoviti tudi nek širši kontekst, se pravi, kakšni ljudje živijo na tem področju, s čim se ukvarjajo. In on je bil tudi, lahko rečem, človek dejanj. On, če se je nekaj odločil, da bo eno stvar raziskal, je vedno našel čas, da je to potem tudi realiziral. Zaradi tega je njegova bibliografija, ki žal še ni narejena, izredno obsežna. V Kobisu je sicer samo, mislim, da 57 zapisov, še to so iz tistega obdobja, ko sem bila jaz v NUK-u, to so določeni članki iz ameriške domovine, medtem ko če bi se lotili njegove bibliografije, jaz mislim, da bi bilo to sigurno preko 1000 enot. Ker je objavljal ne samo v slovenskem tisku, ampak tudi v ameriškem tisku, v italijanskih publikacijah, tako da je njegovo znanje je bilo res neverjetno razpršeno in nobenega dela se nikoli ni probal izogniti. Zdaj, nekdo, ki vzame knjigo v roke, pričakuje, da bomo izvedeli vse o dr. Jožetu Velikoniji. To vendarle ni klasična, pripovedno delo o monografiji o neki osebnosti, ampak je posrečena zbirka prispevkov, bodisi o njem, bodisi ki jih je on napisal, bodisi korespondence, precej vajne korespondence. Za predstavitev lika in dela Jožeta Velikonije je vzet zelo poglobljen intervju iz tržaškega mesečnika Mladika. Torej, kako je pravzaprav potekalo to delo, subjektivni izbor prispevkov, člankov, pisem, ki so vendarle morali dobiti, oziroma dajejo nek celovit pogled na Jožeta Velikonijo, hkrati pa vse ni moglo biti objavljeno, ker drugače knjiga bi bila tukaj in bi jo predstavljali mesec lahko, ne? Preveč bi bilo. No, meni se je zdelo najpomembneje, da se seveda vsak avtor najprej predstavi z neko svojo biografijo. No, zaradi tega se mi je zdela prav ta pogovor Jožeta Velikonije z Stavčarjevo v Mladiki, se mi je zdel kot izhodišče izredno povedan. Kajti Zora Tavčarjeva je imela širino, poznala ga je osebno, poznala je tudi ostale člane Velikonijeve družine, tako da je znala postaviti vprašanja, ki so dejansko prikazala celotno osebnost dr. Jožeta Velikonije. No in potem, ko sem razmišljala, kako bi človek predstavil nekega tako pomembnega avtorja, sem poleg tega, da sem najprej predstavila to njegovo življenjsko pot, se mi je zdelo pomembno, da se predstavijo tudi njegovi bližnji sorodniki. Zlasti recimo njegovega očeta, no, zelo povedno je odnos do svojega očeta predstavil v spremni besedi k zbirki Ljudje, ki je šla leta 1955 v Buenos Airesu. To je res neverjetno pretresljiv uvod, kako on razmišlja o svojem očetu, ki ga je seveda premalo poznal. Oče, ko je zbolel, je imel, mislim, da samo 40 let, takrat je imel Jože Velikonija 10 let. In on kot otrok ni mogel razumeti, kaj se zdaj dogaja v družini. Oče je bil edini hranitelj družine in v družini je bilo 13 otrok. In oče je seveda pisal tudi, Jože prav napiše, da je nekaj pisal za objavo, nekaj pa za predal, da bo to kasneje ponovno predelal in objavil. Samo ko je prišla bolezen, je bil praktično 100% invalid, komaj se je premikal,
Zaradi tega so otroci mu potem morali, ko je bil v bolnici, so morali zapisovati njegove misli. In prizadeto napiše prav, nismo razumeli tega, da je recimo oče hotel biti z njimi tudi na vseh sprehodih družine. Zlasti so hodili na Gorenjsko, tle v okolici Goričan, in vedno je nekako zaviral to hojo, ker je komaj hodil. No, tudi v knjigi imate noterno sliko iz Jegličevega pogreba, kjer se lepo vidi, da je starček, 40-letni starček, obnemogel, ni mogel več pisati, potem se je učil pisati z levo roko, samo to je skoraj bilo neberljivo. No, lahko rečemo tudi, da je bila mama, to se pravi žena Ivana Jožeta, žena Narteja Velikonija, je bila po eni strani mučenica, po drugi strani pa vzor žene, ki je dejansko nosila 4 vogale hiše. To sem potem kasneje, ko sem delala doktorat iz življenja slovenskih beguncev v taboriščih na avstrijskem Koroškem, tudi tam opažala. Moški so se šli politiko, razpravljali so na veliko, delali so seveda tudi nekaj fizično na teh raznih javnih delih, ampak za družino so večinoma skrbele ženske. In tem ženskam bi lahko postavili na Koroškem spomenik. Ker neverjetno, kako so se znajdle. Najbolj, da so predelale razna oblačila. Otroci niso bili ne umazani, ne strgani, ne lačni. Tako da, no, potem v tem pregledu družine je predstavljena poleg mame tudi sestra Zina, to se pravi vsi njegovi, ki so bili za časa njegovega življenja pokojni. Potem naslednja tema, ki se mi je zdela, da posebej izstopa, je bila seveda njegova izseljenska in pa zdomsko zamejska tematika. Ker on, ko je raziskoval praktično po celih Združenih državah, povsod je iskal sledi Slovencev, seveda tudi Italijanov, ampak tista njegova srčna pozornost je bila namenjena Slovencem, ki so, bodisi da je pregledoval razne nagrobnike, pregledoval je arhive, pregledoval je knjižnice, vsak droben listič je bil za njega pomemben. No, in predvsem je opozarjal te izseljence, kako pomembno je hraniti gradivo in predno kdorkoli dela kakšno selekcijo, je treba poklicati neke strokovnjake, da ocenijo, katero gradivo je pomembno in katero gradivo se lahko tudi izloči. No, najbolj tak drastičen primer je za prijatelja Gregorina, kjer je žena počistila arhiv in ko je Jože Velikonija čez nekaj časa obiskal, ga je peljala v klet in mu je pokazala številke National Geographica. Vse ostalo je izločila, dala v kontejnerje v odpad. Je rekla, to so bili sami stari papirji, urumeneli stari papirji. To je en tak primer, kaj se dogaja z arhivskim gradivom. In Jože je bil praktično vse do konca tudi zagovornik tega, da bi arhivsko gradivo se ohranilo tam, kjer je nastalo. Vendar je na koncu na stara leta ugotovil, ko je sam spremljal to izseljensko problematiko, da je preveč tega gradiva bilo uničenega, tudi to, če je šlo v uradne inštitucije, recimo v Clevelandu ali pa v Minnesoto, v te arhive, je s časom ugotovil, da tam nimajo ljudi, ki bi znali slovenski jezik. Tako da je gradivo lahko bilo sicer postavljeno v posamezne fascikle, ampak nihče ni vedel, kaj to gradivo sploh predstavlja. No, zaradi tega je potem tudi se odločil, da je svoj arhiv predal naši knjižnici, nekaj malega je odstopil tudi Studiji Sloveniki, to se pravi prijatelju Janezu Arnežu. Potem naslednji večji sklop pa je pogled na slovensko sedanjost in prihodnost. Mislim, to je neverjetno, kako je njega zanimalo tudi vse dogajanje v domovini. Ker marsikdo se je zadovoljil s temi ameriškimi razmerami, je imel s tem čisto dovolj posla, medtem ko on je sproti spremljal vse te slovenske pomembnejše časopise. Recimo bil je naročen na Naše razglede, sprejemal je izvode Nove revije
vse to, kar je nekako predstavljalo to novo klimo v razvoju slovenske države. Je bil pa seveda tudi izredno kritičen v enem članku, tam iz leta 1995 celo napiše, tako po 4 letih prav je zanimanje za izseljence počasi začelo ugašati. In prav tudi to, spremenile so se razmere, ampak na vodilnih položajih so še vedno ostali isti ljudje, ki so krojili usodo Slovencem predtem, no in celo glede lastninjanja je zelo tako decidirano napisal, to je bila navadna kraja. Tako da je bil kritičen do tega, ampak vendarle je pa vedno nekako razmišljal tudi bolj pozitivno in je računal, da morda pa naslednja mlajša generacija, da ne bo tako zagledana sama vase, da bo nekako sposobna tudi določene kompromise, no ker to je sam v številnih člankih priznal, prav naša generacija ni bila sposobna na kompromise in to na levi ali na desni strani. Prav zaradi tega je bil ta medvojni konflikt seveda neizogiben. No, glede te osebne korespondence, ki v bistvu predstavlja zadnji del te knjige, to pa je poleg tega, da to najino dopisovanje, je potem tudi korespondenca z prijateljem dr. Radom Lenčkom, znanim slavistom, ki je živel v New Yorku, predaval na Kolumbijski univerzi. No in v teh pismih z dr. Lenčkom in tudi v moji korespondenci pa se vendarle razkrivajo tudi tiste človeške plati. Lahko spremljamo zlasti korespondenca z Lenčkom, praktično sta istočasno odšla v Ameriko. Jože Velikonja je šel konec leta 1955, medtem ko je šel Lenček leto zatem in tam je bilo treba začeti vse na novo. In sam velikokrat razmišlja prav, mi mlajši smo uspeli v tem krutem ameriškem svetu, ampak tisti starejši, kot recimo Rajko Ložar, potem Avsenak, potem general Prezelj, prav to so bili starejši ljudje, oni niso mogli začeti čisto na dnu. In marsikdo od teh je končal kot recimo kakšnik hišnik v kakšnem domu ali kaj podobnega, To se pravi, na socialni lestvici so popolnoma padli na dno in zlasti ga je pa seveda nekako tangirala ta usoda prijatelja Rajka Ložarja. Prav to je bila najbolj tragična usoda nekega znanega doktorja znanosti. On je bil, pred vojno je bil že uspešen raziskovalec, arheolog, etnolog in tako naprej. Med vojno je bil direktor Narodnega muzeja. Ko je prišel v Ameriko, se ni mogel sprijazniti s tem, da je treba začeti na novo. On je računal, da ga bodo sprejeli z odprtimi rokami, vendar dobil je sicer potem eno mesto v Manitowoku v muzeju, ampak vse življenje je bil zagrenjen. In prav Velikonja velikokrat omeni prav, za njega bi bila edina rešitev, da bi se preselil na Koroško, oziroma sploh na Koroškem ostal. Prav on ni bil sposoben živeti v tujem svetu in je zelo zagrenjen, na koncu tudi umrl. Ni imel ne svojega lastnega stanovanja, ni imel nobenega recimo avtomobila, niti pošto je prejemal na poštno ležeče. To se pravi, popolnoma izgubljena eksistenca, tudi družina je ostala v Jugoslaviji. To se pravi, najbolj črn scenarij, kar se lahko nekemu človeku zgodi. No, mislim, da bi bilo to nekako. Peva naprej. Omenili smo nekaj osebnosti, pa mogoče bi se nekako osvetlili danes obiskovalkam in obiskovalcem, da bo jasno, za kakšno osebnost je šlo. Omenjena je bila mama Ivanka, ki je bila nečakinja škofa Jegliča. Zato se je družina tudi, to opisuješ v enem pasusu, udeležila v polnem številu pogreba škofa Jegliča, ljubljanskega škofa Jegliča. Torej je bil dr. Jože Velikonja pranečak škofa Jegliča, istočasno pa tudi bratranec Janeza Stanovnika, ker so bili po ženski liniji stanovniki pa tudi Velikonjevi povezani, torej prvi bratranci.
Tudi čakamo, da morda enkrat v prihodnosti bo njuna korespondenca zagledala luč sveta, torej korespondenca med dvema bratrancema, protagonistama različnih idejnih usmeritev med drugo svetovno vojno, od katerih je eden ostal tukaj, torej je gradil kariero v socialistični Jugoslaviji, drugi pa v kapitalistični Ameriki, če se nekoliko šaljivo izrazim. Potem omenjen je bil že uvodoma, potem pa tudi naprej, Narte Velikonja, pravnik, predvsem pa književnik, kulturni delavec. Omenjena je bila njegova težka bolezen, on je pri 40 letih zbolel za paralizo, bil potem res težko telesno prizadet in se potem z voljo do življenja spravil k pisanju. Otroci so to opazovali z prve roke. Bil med drugo svetovno vojno direktor zimske pomoči oziroma ravnatelj zimske pomoči, torej čisto, bomo rekli, socialno-kulturne institucije znotraj protikomunističnega tabora in si tako potem še enkrat na vednicah zaslužil smrtno obsodbo. On dejansko je bil usmrčen, da ne rabimo tega, po nepotrebnem tega izraza, kajti obsojen je bil pred vojaškim sodiščem konec junija 1945. Se mi zdi, da današnji poseben pečat predstavitvi te knjige daje tudi dr. Marija Velikonja, edina hčerka Jožeta Velikonje, gospa z zavidljivo kariero znotraj ameriškega sistema. Delala je za Haaško sodišče pri raziskovanju zločinov v Bosni in kot nam je pred kratkim zaupala, piše tudi svoje spomine na očeta. Bo držalo? Gospa Marija, hvala, da ste prišla, da ste tukaj med nami, da podelimo spomin na očeta. Kako se vi spominjate vašega očeta? Jaz bom govorila na angleško, ker moje slovensko ni tako dobro. Imam moj translate. Ja. Well, he was my father. So it's a different perspective being a child, right? While you're a child, you don't know any of this. Certainly he seemed smart, and he certainly let us know that. On more than one occasion, he would say to us, "I've forgotten more than you will ever learn." A moment. Torej, preprosto bom kratko poskušal povzeti, ne? Ona je bila hči svojega očeta. O teh stvareh, o katerih piše knjiga in ki se je on ukvarjal, ni imela pojma. Se nikoli ne ukvarjala s tem in tudi niso govorili. In pravi, da nekako napotilo, življenjsko napotilo, ki ga je dal, seveda ga je ona občudovala, zdaj se ji je zelo pameten, ampak rekel je tako, jaz sem pozabil več, kot se boste vi v vašem življenju sami naučili. So I would say he also had an ego. Yeah. Many of his writings were unknown to us as children. It wasn't something he discussed at home. Torej, ta pisanja njegova so bile kot otrokom popolnoma neznana. O tem se doma ni govorilo, se pri hiši ni govorilo. However, we were certainly aware of his love for travel and gathering information. Torej, oni so pa doma vedeli za njegovo ljubezen do potovanj in do zbiranja informacij. Zdaj veste, kam je šla pravilno, ne? Poklic. As Dr. Schwendt has documented in the book, we frequently traveled from one end of the United States to the other, and this is very different than traveling from one end of Slovenia to the other. On je vedno rad potoval. Boste videli v knjigi sami, koliko je, on je bil geograf z dušo in telesom. Torej, potovanja so bila njegova strast in doma so kot otroci veliko potovali z enega konca Združenih držav na drugi konc. In pravi nekoliko hudomušno za konc, to je malo drugače, ob koncu tega stavka, te povedi, to je malo drugače, veste, kot potovati z enega konca Slovenije na drugi. And his idea of a trip from, say, Seattle to Washington, D.C. was not direct. It was going north
to the various parks we have in the United States, south down to California, Texas, make a stop in Chicago, Cleveland, and around in New York, and then Washington, Ko so D.C. potovali iz Seattla, ker je on živel in predaval, na Washington DC, torej glavno mesto na vzhodni obali, na Atlantski obali, torej bi rekli skoraj iz skrajnega zahoda na skrajni vzhod, niso šli po direktni poti. Tam bi bilo približno enih 5,000 kilometrov. Miles. Ja, miles. Ja. Okay. Bi bilo direktno, ne? Ampak oni so šli okoli iz Seattla severno do kanadske meje, pa se spustili na ravne parke, pa dol v Kalifornijo, potem pa proti Chicagu, Clevelandu in na koncu prišli na Atlantsko obalo. Tako da si malo predstavljamo plastično, kako je potekal ta njihov družinski trip, ta izlet iz skrajnega zahoda na skrajni vzhod. And he did a considerable amount of his research while on these family trips. For example, when we would visit Colorado, I was very interested in where in Pueblo, Colorado, as was he, the Native Americans, how they had lived. But he was also researching how the early Slovenians had lived and died in the mines in Colorado, and he was very taken by that. To niso bili samo potovanja, družinska izleti, ampak je delal med njimi tudi raziskave, torej jih je uporabil za izobraževanje, lastno izobraževanje. Recimo, ko so šli v Colorado, na poti je raziskoval življenje tamkajšnjih Indijancev, pleme Pueblo, pa tudi predvsem slovenska naselbine. Kot veste, v Colorado je bila stara slovenska naselbina iz 19. stoletja slovenskih rudarjev. In s tem se je on ukvarjal, recimo kot primer, da je gospa Marija opazovala njegovo raziskovanje med samim družinskim potovanjem. I recall on one of the shorter trips, perhaps from Connecticut, after he had taught at Yale University, and going back west, that we picked up my grandmother Ivanka Velikonia and my aunt Zina, and there were then 6-7 of us in the car, and my grandmother brought luggage, which then there was no room in the car, so my brother and I would have to sit on top of all the luggage the whole way. And this is summer, and in the Midwest, extremely hot and humid, with no air conditioning, of course. Ko so potovali iz Connecticuta, tam je predaval na univerzi Yale, seveda niso šli direktno proti domu, ne, ampak vzeli so velik družinski avto, 6-7 ljudi se je nabasalo noter, torej še njena stara mama, pa sorodnica z vso prtljago in otroci so seveda sedeli na vrhu te prtljage. Potovali so proti srednjemu zahodu in pravi, lahko si predstavljate, kakšno je bilo sredi poletja, ko se končajo predavanja, to podnebje na srednjem zahodu, potovanje v avtu, za otroke se na vrhu prtljage, naložene, nabasane brez klime, brez air condition tistega časa. I'll never forget the summer of 1968, after he finished teaching at the University of Liverpool. He took us on a family vacation through Eastern Europe. Eastern Europe? Europe. Aha. Ja. Ko je končal, on je predaval tudi v Liverpoolu nekaj časa v Veliki Britaniji in pravi, ne bo nikoli pozabila tistih poletnih počitnic, ko je končal na univerzi v Liverpoolu predavati. In jih je peljal na izlet torej počitnice, je dala v navednice, ne izlet, počitnice v vzhodno Evropo, da slišimo, kaj so tam počeli. Well, Eastern Germany still looked as if it was 1945. Vzhodna Nemčija je izgledala, kot da bi se čas ustavil v letu 45. We couldn't find anything to eat for 2 days because all the food was gone in the grocery stores. Niso imeli kaj kupiti za jest za 2 dni, ker je v navadnih špecerijah, trgovinah hrana pošla. It took us 7 hours to get into the country because as Americans, that was always negotiable. There was no right to enter. Torej, 7 ur so čakali na meji za vstop v vzhodno Nemčijo, kajti kot ameriški državljani so se morali pogajati, dogovarjati, skratka postopek je trajal 7 ur, preden so sploh vstopili v vzhodno Nemčijo. And after 2 days of no food, we finally went into a restaurant, and the system at the time was that the waiters who didn't want to work would put a reserve sign on every table so that there was nowhere to sit and eat. And after half an hour of this,
at 9:30, 10 o'clock at night, he just took one of those, put it on the dinner table and said, sit down, right now. And we finally got to eat. Šli so v restauracijo, se smejete, zlasti naša Alenka, ker ste razumeli. Skratka, šlo je, da so šli v restauracijo in ker natakarjem se ni dalo delati, so enostavno dali na mize znake, da je prostor, da je miza zasedena. Ne? In 9:30 zvečer je bilo tega dovolj in je Jože Velikonja tiste znake umaknil, ne? Da je zasedeno, so sedli in so naročili za jesti. Po ne vem, koliko je bilo čakanja. I recall being in Prague in 1968, shortly before the Soviet tanks. Malo pred sovjetsko invazijo so obiskali Prago leta 68 poleti. Yeah. And then being in Croatia or Yugoslavia at the time, and the borders were about to close. My aunt woke us up and said, leave Trieste, go. So we escaped. Torej iz Jugoslavije, ki so takrat obiskali, so skoraj dobesedno zbežali, bilo je dovolj, pejmo za Trst, pejmo na zahod. At the same time, growing up, I certainly became more aware of the duality of his life and my mother's, having come from this country and then suddenly having to go to the United States. Z odraščanjem se je zavedala te dvojnosti, ki je tlela v njenem očetu in njeni mami, na eni strani živeti, odraščati, roditi se v Jugoslaviji, Sloveniji in potem iti prisiljeni emigrirati, se izseliti v Ameriko. He always encouraged me to go into law and not become a professor. He said there was a terrible profession in the United States. In that time, yeah? Yeah. For him? For me. Could you repeat, please? When I was studying, Yeah. I wanted to study political science, Okay, PhD okay. at the University of Chicago. And he said, no, it's a very bad profession in the United States. They're not paying professors anymore. Become a lawyer. Pri izbiri osebnega poklica ji je svetoval, gospa Marija je želela upisati politične vede na univerzi v Chicagu, oče je rekel ne, profesori so v Ameriki slabo plačani, pejdi študirati pravo. But as I got older and I no longer lived at home, I did become more and more aware of what he had gone through. I knew nothing of what my mother had gone through, and the reason is because they never talked about it. Ko je zapustila dom, se odselila, z odraščanjem je spoznala, govoriva gospe Mariji, pravi v prvi osebi, da se je zavedala, skozi kaj, vedno bolj zavedala, skozi kaj je moral njen oče iti, in po drugi strani ne ve nič o mami Ivanki, ker dejansko mama o tem nikoli ni govorila. No, Mama Rus. Rusija, Tili, ja. Mama njena, ja. Moja mama, Nora, ja. yeah. Tili Rus. Yeah, and as I got older, I realized that although he has written maybe, what is it, 1,000 articles and books in 4 different languages, that he never wrote about his time in the Domobranci and the war in Yugoslavia. Ko je z leti, ko je pač odraslosti se zavedala, da je oče ogromnega napisal, rekli smo prej več kot 1000 enot, pa verjetno še več, bi njegova biografija bila obsežna, ampak zanimivo o njegovem času, ko je bil primorski domobranc, ni pisal, ne vejo nič. Zanimivo, tukaj gospa Marija tega ni rekla, ampak ko sem ga intervjuval pred 12 leti tukaj v naši snemalnici, mi je sam povedal, da to je ena prvih priložnosti, da je sploh spregovoril o svojem medvojnem domobranskem obdobju, začenši v Gradišču ob Soči, za Gradiska Rizonco. Enkrat bom to napisal nekaj o tem, ker ta njegov detachment, ta njegova enota je zelo zanimiva in v slovenskem zgodovinopisju premalo poznana. Potem je bil poslan na Kras, okolico Doberdoba, o tem vemo danes zelo malo, na tako imenovani propagandni pohod, kjer so fantje predvsem delili knjige pa recitirali slovenske pisatelje in pesnike, omenil mi je Gregorčiča. In potem pač na teh različnih postojankah v Vipavski dolini.
ki so bile dokaj močne v letu 44, pa tudi pomlad 45. Ampak zanimivo, o tem vemo še premalo, tudi gospa Marija Toblar. I began interviewing him in 2010 about the Second World War and what he had gone through. And over 5 years or so, collected about 80 hours of discussion with him. 80 hours. Yeah. Začela ga je o tem intenzivno spraševati šele leta 2010 in dejansko do njegove smrti, torej v 5 letih, je približno zbrala materijala 80 ur, torej intervjujev, pogovorov, ki sta jih imela. Zdaj veste, zakaj piše knjigo o svojem očetu. Yeah. Hvala. And it will be, when I read through Dr. Sven's book, I saw that mine will contain, it's not a repetitive book. Torej, knjigo, ki jo pripravlja hčerka, se razlikuje od te knjige, ki jo danes predstavljamo in se že veselim branja, iskreno, ker je druga knjiga. Pravi, ko je primerjala svoj rokopis in knjigo, ki jo danes predstavljamo, sta dve različni stvari, dve različni knjigi. Hvala. Thank you. Zinak, a moramo še kaj dodati? Kaj smo pozabili še povedati? Vsega ne smemo povedati, ker ne bodo knjige vzeli v roke. Ne bojo brali. Namen knjige je, da se jo vzame roke, da se jo bere. Nekaj izvodov je tudi prinesla Goriška Mohorjeva, točno je njen tajnik, Marko Tavčar, pa tudi omenili smo tisto, ki je bedela nad knjigo, da je šla profesorico Marijo Češčut, to je knjiga je na razpolago. Ampak, a moramo še kaj omeniti? Morda bi dve stvari posebej izpostavila. Mene pred par dnevi je bilo po televiziji oddaja o slovenskih izseljencih v Pensilvaniji, to je bila v Betlehemu, ja. To je bila prekmurska izseljenska skupina, ki je morala prodati svojo cerkev. No in zanimivo, da dr. Velikonja je v 60 letih, ko je spremljal te probleme z temi tujimi cerkvami, predlagal, da bi tukaj, kjer stoji cerkev svetega Cirila v New Yorku, da bi kupili zraven še eno ali pa dve zgradbi. In sicer s tem namenom, da bi zdaj je bila cena ugodna za nakup, čez nekaj let, ko se bo mesto širilo, bo cena ugodna za prodajo in s tem denarja, ki bi ga dobili s to prodajo nove te zgradbe, ki so jo kupili, bi lahko financirali obstoj te cerkve. In to v 60 letih. Kakšno vizionarstvo je bilo to za njega. Potem recimo tudi zanimal se je za to, da bi prišlo do študijskih izmenjav med univerzo v Sloveniji in pa med univerzo v Seattlu. On je celo predlagal, da bi se razpisale razne štipendije in to ravno tako v 60-ih, začetku 70-ih let. To, kar še danes v letu 2024 nismo sposobni izpeljati. To se pravi, ta njegov neverjeten pogled naprej je presenetljiv na vsakem koraku. Tudi recimo eden redkih teh starejših profesorjev je bil, ki je zelo zgodaj začel uporabljati računalnik. Midva sva se v zadnji fazi dopisovala preko elektronske pošte, no ampak zanimivo je, da je ene dvakrat malo omenil, prav vse to je v redu, jaz zelo rad odgovarjam na vašo elektronsko pošto, ampak o resnih stvareh se bova midva pogovorila osebno. Ker iz svoje lastne izkušnje je vedel, zlasti recimo njegova mama je bila po vojni obsojena na 2 leti zapora, samo zato, ker se je dopisovala z svojimi otroki, ki so bili razseljeni praktično po celih ZDA. Tako da, kadar je prišel v Slovenijo, sva se potem dobila in v živo pogovorila o resnih stvareh. S tem bi jaz nekako zaključila to svojo predstavitev in seveda z moje strani najlepša zahvala gre Goriški Mohorjevi družbi, ki je knjigo sprejela v svoj program in pa seveda nesebični in zelo požrtvovali Mariji Češčut, s katero sva kar nekaj ur prebili skupaj, da smo to knjigo naredili takšno, da je izgleda lepo in da bo šla tudi med bralce. Hvala lepa vsem. In še konc.
Mogoče je naključje, da knjigo predstavljamo prav na dan praznih ameriške demokracije, danes so v Ameriki volitve. In če to si predstavljamo, ne, dejansko Seattle je skrajni severozahod. Torej ni to vzhodna obala, atlantska obala. Jože Velikonja je tam živel, tam predaval, tam je družina živela. Če si predstavljamo, je to od atlantske obale še 5 ur vožnje z avionom na čisto drugi konc, tja tik pod kanadsko mejo. Tam je živel, bolj ali manj osamljen, Slovencev je malo, zato se je veliko dopisoval in del te njegove bogate zapuščine je ujetih v tej knjigi. Gospa Marija Velikonja, hvala, da ste prišla in delila z nami svoje spomine, nam obogatila dopoldne. Drugič se bo pogovarjala po slovensko. Gospa Marija lepo govori slovensko, ampak danes je rekla, da raje ne bi. Potem hvala lepa tudi urednici dr. Rozini Švent. Ima še veliko načrtov, mogoče jih bomo tudi kdaj še tukaj predstavljali ali pa kje drugje. Zbranega veliko gradiva. Zdaj pa v čas ste vi, spoštovane gospe in gospodje, če ima kdo kaj za vprašati. Še sorodnike tukaj bi pozdravil, torej jaz sem malce pozabil gospoda Velikonje. Če si nekoliko predstavljamo teh 13 otrok, vsi ste verjetno slišali ali poznali njegovega brata, dr. Tineta Velikonjo, ki je bil zelo znan abdominalni kirurg, ki je par let nazaj umrl, ko je plezal na prisojnik. Ne? Tako da si predstavljamo to široko 13-člansko rodbino Velikonjevih na eni strani, Gorenci, povezavi s Škofom Jegličem, na drugi strani Primorci, povezavi z Nartejem Velikonjo, tem našim velikim zamolčanim književnikom iz Gore nad Ajdovščino. Beseda je vaša, če ima kdo še vprašati kaj. Torej, ne bi nič vprašala, dokler ne vidim knjige, ne je preberem. Tako da imam en predlog, da bi čez čas organizirali kakšno razpravo o knjigi, pa nas je po neki takih, ki jo bomo že poznali in bomo vedeli, kaj vprašati. Bi pa rada povedala 2 ljubeznivi stvari o gospodu Velikonju. Prva je ta, da je bil zelo priljubljen profesor v Trstu. Do leta 1955, do odhoda v Ameriko, je pač poučeval in jaz poznam enega njegovega nekdanjega dijaka, ki mi je o njem povedal same lepe stvari, kar ni tako običajno, a veste, da dijaki o svojih prkoksih dobro govorijo. Skratka, bil je izredno zavzet profesor, zelo se je potrudil, da so v tistih težkih časih dobili knjige, dobili zemljevide, izkoristil je razne zveze pri teh vojaških oblasteh, da so dobili zemljevide v šoli in tako naprej. In tega mojega znanca, Vladimirja Vremca, je po svoje tudi navdušil, da je šel študirati arhitekturo parkovnega oblikovanja in tako naprej. To je Vladimir Vremc, ki ga mogoče kdo med vami pozna kot velikega strokovnjaka za vrtnice in parke. Skratka, ta njegova Velikonjeva ljubezen do gozdarstva in do flore je bila tudi sestavni del tega pouka v njegovega poučevanja v Trstu. No, druga ljubezniva stvar, ki jo bi rada povedala, ki sem zanjo pa jaz osebno hvaležna, je pa ta, da ima Jože Velikonja neki zaslug za Angelovo delo, oziroma za objavo njenih spominov, ki so išli pred natanko 20 leti, kot skriti spomin. Zgodba je pa taka, da je John Špindler, nečak Angele Vode, ki je živel v San Diegu v Ameriki, kamor je pač prebežal, se rešil. In je bil v stikih z Velikonjo. In ko je Janez Špindler končno dobil ta Angeline papirje, rokopise, je nekaj časa mislil, da bi sam iz tega naredil knjigo, pa je ugotovil, da ne gre, da to ni tako preprosto. In je začel iskati
neko osebo, ki bi za to skrbela doma, se pravi v Sloveniji. No, in je nekaj svojih znancev, ki so imeli stike z Jugoslavijo oziroma Slovenijo, prosil za pomoč, da bi mu pomagali najti eno osebo. No, in jaz vem, da je Jože Velikonja mu rekel, tale kuharca, to bi bilo kar v redu. Hvala. Hvala za Alenki za podelitev tega spomina. Spet en kamenček v mozaiku poznavanja naše preteklosti, da postaja slika bolj jasna. Še to bi bilo že rečeno, ampak še enkrat, tudi ko je Jože Velikonja zapustil leta 1955 Trst, so se njegovi učbeniki za Marko nižje in višje srednje šole, za zgodovino in geografijo še dolga leta potem uporabljali. Torej ni samo učil, ni imel samo tega pedagoškega erosa, ampak je tudi bil znan kot odličen pisec učbenikov za zgodovino in zemljepis, ker on je bolj kot geografijo poučeval zgodovino v tem tržaškem obdobju. Čeprav on zgodovinar po osnovni izobrazbi ni bil. Je bil pa neverjetno znanje o zgodovini. To se lepo vidi tudi iz teh dopisov in materijala, ki ga je Rozina zbrala. Profesor Klemenčič, boste vi kaj rekel? Hvala lepa. Torej, spomini mi gredo na čas, ko sem začel se ukvarjati z slovenskimi izseljenci oziroma z naselbinami slovenskih izseljencev v Združenih državah Amerike. No, rezultat je seveda kar nekaj knjig o določenih naselbinah, ampak kaj ima to zveze z profesorjem Velikonjem? Prva stvar je ta, da mi je on pravzaprav v številnih telefonskih pogovorih, ki sva jih imela, ko sem jaz bil v Združenih državah, tam od srede 80-ih let prejšnjega stoletja, pa vse do začetka 21. stoletja, mi je pravzaprav pomagal pri identificiranju gradiv oziroma samih virov za te moje knjige, ki sem jih napisal. In najpomembnejše njegov prispevek k mojemu delu je pravzaprav ta, da mi je pomagal identificirati stvari v Koloradu, ker ste ga vi zdaj omenili. Gospa Marija Velikonja. Torej v Koloradu sem jaz potem napisal knjigi o Leadvilleu v Koloradu in pa v Pueblu v Koloradu. In on mi je v bistvu, ko sem začel s tem delom na teh dveh knjigah, mi je profesor Velikonja pravzaprav pomagal identificirati cel kup virov o teh slovenskih, o teh konkretno slovenskih naselbinah. Poleg tega tudi o San Franciscu, o slovenski naselbini v San Franciscu v Kaliforniji, o kateri sem tudi nekaj malega napisal v knjigi o Juriju Trunku med Koroško in Združenimi državami Amerike. No in za to knjigo me je pa tudi napisal predgovor. Ta knjiga je šla leta 1999 pri Celovški Mohorjevi. Seveda Celovški, ker je bil pač Trunk iz Koroške in je pravzaprav bil politični begunec iz Koroške po letu 1920 po plebiscitu. Tako da je to povezava, ki so jo imela z profesorjem Velikonjem in torej spominjam se pa seveda večkrat je bil tudi pri nas doma, moj oče je bil namreč njegov kolega geograf, Vladimir Klemenčič, in sta imela kar precej pogovorov tudi o slovenskih manjšinah, tako v Italiji kot tudi na Koroškem. Hvala lepa. Hvala vam. Hvala profesorju Matjažu Klemenčiču, enemu največjih slovenskih poznavalcev, pa ne samo slovenskih, ameriške zgodovine našega naroda, torej naših izseljencev. Lep dan vsem skupaj, hvala vsem, ki ste prišli in pa predvsem hvala še enkrat Rozini Švent, ki je spravila to knjigo na svet, in pa hčerki Mariji Velikonja, ki je tukaj nam počastila spomin na očeta in se v soboto zjutraj vrača v Združene države Amerike. Hvala lepa in lep dan vsem skupaj še naprej.